po zadnjih raziskavah, tako iz ZDA kot iz Velike Britanije, 1/3 približno najstnikov, ki uporabljajo klepetalnike, kakršne ChatGPT, uporabljajo le te za čustveno podporo, za sočuten odgovor. Ne za reševanje domačih nalog, kar nas je skrbelo. Ja, se bojo pa reševali domače naloge s ChatGPT-jem, to mi treba preprečiti. Ne, oni se tja obrnejo, ker jih nihče drug ne posluša. Ker prijatelji nimajo časa zanje, ker prijatelji nimajo časa, ker so pred svojim zaslonom. Živjo in dobrodošli v novi epizodi podcasta Uživajmo pametno. Danes je z mano in z vami, z nami vsemi, Dan Podjed, antropolog, raziskovalec, pisatelj, predavatelj, profesor, ljudski in družinski človek in izvrsten sogovornik. Pogosto govori o znanosti in poskuša teme približati vsem, ki nas zanimajo, zato se današnje debate zelo veselim. Govorila bova o tehnologiji v vsakdanjem življenju, o umetni inteligenci in o prihodnosti, ki nas čaka, ter kako naj nanjo gledamo. Dan, dobrodošel. Lep pozdrav. Hvala, da si se odzval vabilu. Ja, kaj pa naj bi naredil? Ja, lahko bi rekel tudi ne morem. Ja. Pa mi ne gre iz ust, nisem še tako kot Aljoša Bagola, recimo se moram še naučiti reči ne. No, jaz sem vesel, da si rekel ja, zelo tudi vesel. Jaz, pravzaprav tudi jaz. In za začetek bi te vprašal, zakaj svet potrebuje antropologijo? To je zelo dobro vprašanje in jaz mislim, da dejansko potrebuje svet antropologijo in antropološki način razmišljanja bolj kot kadarkoli. Zato, ker je tudi eden od namenov antropologije, prav njen ta smisel, narediti svet varnejši za družbene razlike. In živimo v svetu, ki se zdi, postaja vse nevarnejši, zato ker ne znamo sprejeti drugačnosti. Ker mislimo, da smo središče sveta, če pa razmišljaš antropološko, pa veš, da nisva ne jaz, ne ti središče sveta, ampak da je vsak zase središče in da je teh središč več kot 8 milijard po svetu, kolikor je na svetu ljudi. Tako da malce pomaga antropologija razsrediščiti človeka. Torej tudi, rečemo, nek humanističen pogled, družboslovni pogled v času tehnološkega napredka, kako nam ta lahko pomaga razumeti svet? Predvsem bi rad, da se antropologi, antropologinje in drugi humanisti in družboslovci bolj vključimo ne samo v kritiziranje sveta, kakršen je, ampak tudi v razvoj tehnologij, ki bodo sooblikovale prihodnost in seveda sooblikujejo sedanjost. Jaz mislim, da bi bila družbena omrežja tisto, kar bi nas bistveno bolj povezovalo, če bi že tam na začetku nastajanja teh omrežij, na katerih preživimo res velik del časa, sodelovali tudi družboslovci in humanisti. In jaz mislim, da je v sodelovanju prihodnost. V sodelovanju inženirjev, humanistov, naravoslovcev, filozofov, antropologov, matematikov, igralcev, umetnikov, vse to, ko povežemo, dobimo rešitve, ki so ukrojene po meri ljudi. Nimam pa rad rešitev, ki delujejo po načelu, premikajmo se hitro in spotoma razbimo vse. Move fast and break things, kar je bil prvi slogan Facebooka. Ja, sej dejansko je ta miselnost danes botruje tudi skrbem povezavi z umetno inteligenco ali pa vsako tehnologijo tudi v preteklosti, ki se pojavi in ima velik vpliv, pa tudi velik potencialni zaslužek za njo. Ne? Ampak, če se zdaj še za trenutek ustaviva pri družabnih omrežjih, ti jim rečeš družabna, ja. Sam jim pravim družbena, ja. Ker mislim, da je res neustrezen izraz, oprosti, ker te popravim. Ampak se ti zdi, da so nas naredila bolj družabne? Se strinjam, absolutno. Danes se celo jim velikrat pravimo kar socialni mediji, ja. Ker se mi zdi še bolj točno. Ne? Jaz pa ta izraz uporabljam, ker je v bistvu bolj pogost v Sloveniji. Družbena včasih zveni potem, da to ni ta stvar, o kateri govorim, ampak imaš prav, definitivno. Ker če bi bil izraz socialna oziroma družabna omrežja tisti, ki bi ga uporabljali v slovenščini, potem bi moral biti to v angleščini izraz sociable networks. Gre pa za social networks. In družbena omrežja so tista, kar nas druži zadnjih 200-300 tisoč let, vrsto homo sapiens.
Družabna, ne? Ne, družbena. Družbena. Mi živimo v omrežjih, sej tudi fizično. Mi dva sva zdaj del nekega omrežja, poznava se. In na to ne smemo pozabiti. Prenesli smo fizična omrežja na digitalno platformo. Tam približno na začetku tega tisočletja se je ta proces začel dogajati. Dejansko gre pa za podoben proces. S kom si povezan, kakšno je tvoje razmerje. Ampak jaz pa tukaj zadnje čase veliko bolj dojemam to razdelitev na gledalca, na recimo niti ne uporabnika, res pasivnega gledalca in ustvarjalca, ki prisili kar naenkrat ljudi, ki so, rečemo, civilisti, v to, da začnejo oddajati, televizirati svoje življenje, ga v bistvu oblikovati v nek medij, kurirati veliko bolj, kot smo ga kurirali prej, čeprav to nikoli ni zginilo. Sej tudi svojo podobo vedno kuriramo, tudi v preteklosti smo jo, ne? Ampak ta razlika aktivnega oblikovalca vsebin o sebi pa je nekaj, kar sem zdaj zasledil prvič v tem omrežju. Res je, in se tudi ti si vplivnež, influencer, kot se temu reče po angleško, in si hkrati producent vsebin, režiser vsebin, igralec v svojih, ne samo podcastih, ampak predvsem v svojih instagramskih posnetkih, recimo razpečevalec vsebin, postal si medij. Tako, ja. In zelo zanimivo je tisto, kar je govoril teoretik medijev Marshall McLuhan, tam že v 60 letih prejšnjega stoletja. Medij sam je sporočilo. Zavedati se pa moraš seveda, da je tudi tebe medij preoblikoval. Postal si človek, ki ga je Instagram izoblikoval. Ljudje te prepoznavajo zato, ker si na Instagramu. In kar se meni dogaja, recimo pa še marsikomu, tisti medij, ki ga najbolj uporabljaš, te najbolj globoko zaznamuje. Govorim zdaj o spletnih medijih. Recimo, če objavljaš po Instagramu, začneš na svet gledati tako kot čez kvadrat, recimo, kaj bi bilo pa vredno posneti. Tole ozadje se mi zdi tako zanimivo, stopim tule in se fotografiram ali pa naredim nek kratek posnetek. Če objavljaš po Twitterju, ki se zdaj imenuje X, začneš razmišljati o svojem dnevu v 280 znakih. Povedati moraš nekaj kratkega, udarnega, zato da te bodo ljudje slišali v poplavi vsega, kar se objavlja sicer po tem omrežju. Zdaj, če pa objavljaš na Facebooku, pretežno tako kot jaz, potem pa si pač nadpovprečno star državljan Republike Slovenije in si tudi v družbi drugih, ki postajamo vedno starejši. Zakaj? Zato, ker se družimo na tem omrežju že približno 20 let. Jaz sem se Facebooku pridružil, mislim, da leta 2006, mogoče 2007, tam nekje, že malce prej Twitterju, sem se zdaj spomnil, in že prej preizkušal svoje spletne komunikacijske veščine na IRC-u, Internet Relay Chatu, ampak na Facebooku imam mogoče največje občinstvo, tam me največ ljudi spremlja, največ se jih javi, če kaj napišem, tako da sem postal verjetno tako kot vaniljev sladoled. Za vse okuse je Facebook. Zdaj ga uporablja približno 3 milijarde ljudi. Ja. Kaj pa bi bila recimo slika družbenega omrežja, če bi že prej v oblikovanju le tega sodelovalo več, rečemo antropologov, filozofov, sociologov, se pravi več humanistov, več družboslovcev, ki bi imeli v mislih tudi dobrobit prav na človeka. A nam lahko daš kako konkretno idejo? Zelo konkretno, ja. Odklop. To je ključna beseda. Omrežja nas silijo, da smo čedalje več časa noter, da ne gremo ven, da komuniciramo, da gledamo oglase, recimo kar naenkrat, saj tudi na Facebooku in drugih omrežjih je oglasov vse več, pa na Instagramu. In jaz mislim, da bi nam tovrstni mediji morali dopustiti, da se odklopimo. Jaz mislim, da je res prav ta odklop temeljna človekova pravica. Zdaj, če misliš, da imaš to pravico, se že mogoče motiš, ker smo res skoraj neposredno spojeni z tehnologijami. Sicer tule imaš sabo bralnik, ki je tudi priklopljen dejansko na internet. Ja, ampak zdaj je zaklenjen. Aha,
Okay. Ampak dejansko je naprava z mano ves čas. Neka naprava je s tabo od jutra do večera in omrežja so z nami več ur dnevno. In jaz mislim, da bi nam omrežja morala reči v nekem trenutku. Omrežje samo, dovolj je bilo za danes. Pojdi ven, odpri okna in vrata, prezrači prostor, stopi na prosto, prijatelji so tam, potrkaj sosedom na vrata, spi kavo še s kom drugim, ni treba preživeti toliko časa pred zaslonom. In zdaj, mislim, znašel sem se res v čudni situaciji. Ljubim tehnologije, že od mladih nog. Svoj prvi računalnik sem dobil, ko sem bil mlajši od svojega najmlajšega sina, ki ima zdaj 12 let, ZX Spectrum z 48 kilobajti delovnega spomina. In se naučil programirati, se igral seveda precej računalniških iger takrat in sem spremljal tudi potem raziskovalno od svoje prve seminarske naloge na faksu, ki se je posvečala IRC-u, Internet Relay Chatu, kako ljudje tam komunicirajo, kakšne skupnosti ustvarjajo, do danes, ko se ukvarjam z omrežji pa tudi z umetno inteligenco, kam nas vodi. No, in zdaj videti, kot da sem postal nek ludist, v smislu, zavrzimo naprave, slecimo se do golega, pojdimo nazaj v votline, odklopimo se, ampak ni to namen tega klica, res ne. Edino, kar želim in privoščim človeku je vsakemu, da si lahko uravnoteži življenje med digitalnim in analognim in da si lahko privošči odklop, ker ga nujno potrebujemo. Zakaj? Zato, da se priklopimo na človeka in ga spet pogledamo v oči. Potem, ko ga pogledaš, vidiš, da so to tudi v tvoji družini kar fajn ljudje. Ja. V bistvu ta pravica do odklopa niti ni tako zelo formalna, kot je kar vseobsegajoča potreba, da ostajamo priklopljeni. Ne? Nihče nas ne sili, nihče zares nam ne drži prisile in nam govori, ne, moraš ostati tu gor, ampak ker so ta okolja oblikovana tako, da je njihov glavni namen ta, da pač s časom, ki ga uporabnik preživi gor, služijo, so optimizirana za to. Ne? Torej, predlagaš, da bi jih optimizirali za stik ali pa za povezavo med ljudmi v resničnem življenju. Seveda, to je bil začetni namen in Facebooka, in Twitterja, in Instagrama, in Snapchata in drugih omrežij, vzpostaviti stik med dejanskimi ljudmi. Tudi Tinderja konc koncev, ne? In mogoče celo OnlyFans, ampak kam smo prišli? Cory Doctorow je objavil pred kratkim krasno knjigo z zanimivim naslovom Enshittification, zadrekovanje, mogoče po slovensko, in v njej predstavi 4 faze zadrekovanja rešitev, kakršne so spletna družbena omrežja, pa tudi drugih tehnologij, od telefonov in tako naprej. Katere so te 4 faze? Prva faza je, da omrežja delajo za tako imenovane uporabnike, za nas. Torej nam pomagajo se povezovati, biti bolj socialni, si pisati, srečati sošolce iz osnovne šole, recimo. Se spomniš tega časa in navdušenja, ko si na Facebooku potem videl, le ona je tam, pa on je tam, spet se bova srečala. In druga faza je, ko začnejo omrežja delati za svoje poslovne partnerje, za naročnike in proti uporabnikom. Tretja faza, to je takrat, ko začneš potem gledati oglase in podobno. Tretja faza je, ko začnejo delati še proti naročnikom in proti uporabnikom, ko začnejo izkoriščati še svoje poslovne partnerje, jih zmolzejo do konca. In četrta faza je, ko smo globoko v dreku, v greznici, skoraj do nosu. In tega ne bi rad, da zagreznemo. Tako da jaz mislim, da moramo vnaprej razmišljati, kakšne bodo rešitve, ki nas globoko zaznamujejo človeka, prednih damo ljudem v roke. Razmišljati o možnih prihodnostih, kam lahko gremo. Samo to bi rad. In zato jaz mislim, da je prihodnost mora biti interdisciplinarna. Mislim, in ko govorimo o družbenih omrežjih, ne smemo pozabiti na človeka. Se ne gre samo za zaslužek, ne gre samo za tehnologije.
gre za to, kakšni ljudje smo, a postajamo boljši ljudje, ali postajamo bolj atomizirani, bolj osamljeni. Živimo, pazi, v času epidemije osamljenosti, a ni to nenavaden paradoks? Svetovna zdravstvena organizacija je 2 leti, 3 leta nazaj pravzaprav razklicala epidemijo osamljenosti in izpostavlja, da zaradi osamljenosti ta hip umira po svetu približno toliko ljudi kot zaradi kajenja in prekomerne telesne teže. Kako je to možno, da imamo toliko osamljenih ljudi, pa smo tako povezani nadaljavo z najrazličnejšimi pripomočki? A ni to nenavadno? Ta paradoks. Tako da, kar si želim je, da se družimo, da se lahko odklopimo in res mislim, no, iskreno, da je odklop tako pomembna dobrina, da bi jo morali upisati v ustavo. Če imamo v ustavi upisano pravico do čiste pitne vode, zakaj nimamo pravice do odklopa? In ne govorim o odklopu od dela, govorim o odklopu od naprav. Bomo v bolj digitalni prihodnosti se sploh sposobni odklopiti, če bomo neposredno spojeni prek Neuralinka ali katerega koli drugega umestnika med človekom in napravo z strojem, bomo potem še sploh ljudje. In kaj ostane človeku, človečnosti? Zato nujno moramo sodelovati. Tudi konec koncev z umetniki. Jaz mislim, na to pozabljamo, ne? Se ni samo znanost tista, ki lahko, ali pa stroka tista, ki lahko preoblikuje svet. Jaz mislim, da svet nujno potrebuje umetnost, ker je to nekaj, kar te napolnjuje in izpolnjuje. Jaz imam celo eno tiho tezo, da mogoče pa bo umetnost na koncu vsega, v bistvu umetnost, igra, mogoče tudi šport na nek način, tisto, kar nam bo še ostalo, kar je pravzaprav najbolj človeško, ne? Ker čim napravam damo nekim strojem umetne inteligence, ali kaj, res vse, kar še se lahko dela in je nam odveč, recimo, kaj nam pa še ostane? Kdo lahko izraža to, kako je biti človek kot človek? Jaz mislim, da, no, to je moje prepričanje kot ustvarjalec, je to mogoče malo egoistično prepričanje, da vseeno stroj ne more, ne zna izraziti tega, kako je biti človek. Lahko to posnema, mislim pa, da ne more tega početi zares, ne? Lahko to posnema tako, kot so to delali pred 100 leti, ampak tako, kot je danes biti človek, tega stroj ne ve. Upam, ali pač. Jaz mislim, zelo dobro si to povedal in jaz, da je to večkrat tudi na glas povej, ni to treba, da je samo tvoja tiha želja. Jaz mislim, da je umetnost tisto, kar daje življenju in človečnosti pravzaprav smisel. Mislim, to je tisto, zaradi česar se splača nadaljevati ta projekt, ki se mu reče človeštvo. To je največ, kar imamo. Knjige, recimo, ustvarjalnost. Jaz mislim, da je ni boljše poti v to, čemur pravimo virtualna resničnost, kot je knjiga, kot ti v glavi vznikajo navidezni svetovi, ki si jih sproti ustvarjaš sam. To je res čudovito potovanje. In tisti, ki pravi, da so knjige predrage, to ni res. Mislim, za nekaj 10 evrov dobiš popotnico v čudežne svetove, ki vznikajo v tvoji glavi. To je en tak proces, ki ga ne smemo dati, beremo pa žal vse manj. Tudi zato, ker pač porabimo veliko časa za podrsovanje po zaslonu. In zato se moramo odklopiti. Če se želiš posvetiti knjigi, umetnosti, romanu, potrebuješ odklop. Če imaš takrat zraven recimo telefon, sam veš, potem ne moreš brati. Že če je telefon v bližini, je to dovoljšen motilec, da se ne moreš posvetiti knjigi. Podobno je kot s prijateljevanjem. Takrat se je treba odklopiti. To so pomembni trenutki, ko se je treba posvetiti človeku, knjigi, predstavi gledališki. Se tudi sam verjetno gledaš situacije, ko začnejo ljudje med predstavo gledati na zaslone, zato ker jim kar naenkrat postane dolgčas. Jaz pa z druge strani gledam odzadaj, kaj oni gledajo po zaslonih, ne? Ker se drugim tudi kažejo, ko podrsujejo po Instagramu med neko predstavo, ti se trudiš za njih, oni te ne gledajo. Vse to je verjetno kar zoprn občutek, si predstavljam. Ja, ampak ponavadi ljudje ne vedo, da v resnici tudi z odra potem celo pravzaprav sami sebe osvetlijo, ne? Ja, seveda. Ker si tukaj naredijo lučko, ker naenkrat vidiš, tale je zdaj vzel telefon ven,
jaz kot človek na odru velikrat tudi to izpostavim, ker to je tako, kot če bi bila na večerji in mi dva govoriva in ti zdaj vmes nekaj govoriš in začneš mi gledati strana, ne. Pa čak to ne izpostaviš verjetno, če igraš no, če igram Kralja Lira, pa da kralj Lir nenadoma reče, no prosim, gospoda, če lahko ugasnete svoje pametne telefone. To ne, ampak čim pa igram nekaj, kar dopušča mal izstopa, pa to hitro naredim, ja. Tudi danes je pravzaprav pričakovano, da bo nekomu zazvonil telefon, to smo že navajeni in smo... Sam to ni v redu, zakaj smo se tega navadili? Ja. Mislim, to ni v redu, to je motnja. Tako kot je motnja to, no, da 10% ljudi, kar sem že dostikrat javno poudarjam še tu, 10% ljudi med spolnimi odnosi pogleduje na telefone. In 20% tistih med 18 in 34 letom. Po podatkih iz leta 2018, jaz mislim, da so te statistike zdaj še višje. In se tu ne gre za to, da ljudje med seksom ves čas gledajo v telefone, ne? Ampak gre za to, da so vmes dobili potisno sporočilo, ki jih premami, da na hitro pokukajo, ne? Ja. Ampak to je pomemben moment, pomemben intimni moment, ki ni namenjen niti zgolj prokreaciji, niti zgolj rekreaciji, ampak ustvarjanju razmerja med človekoma. In sej podobno je pri gledališki igri, mislim, ne bom zdaj enačil gledališke igre z seksom, ampak gre za razmerje. Ja, ali pa pogovor, sej tudi v družbi ampak jaz mislim, da se kot družba moramo teh stvari zdaj priučiti, oziroma jih zaznavamo, zdaj se pa glede njih odločamo, ker prej tega še ni bilo, ne? Nismo bili soočeni z tako tehnologijo in mogoče generacije, ki smo zdaj šli čez to, malo drugače gledamo na to, drugače bomo tudi vzgajali otroke, upam, ti otroci bodo imeli neko drugo perspektivo na to, ne? In upam, da se pač kot družba učimo živeti bolje, tudi s tehnologijo, ne? In opažati, kaj so te negativni vplivi na nas. Tako kot pri alkoholu, recimo. Ja. Mislim, ja. Tako Janez Trdina kot Vinko Möderndorfer, recimo, so pisali o Gorjancih pa o Dolencih, kako so se otroci tam pijani valjali, ko so bili stari 6-7 let, ko so se ga nacukali, in to je bilo pač staršem seveda smešno, kako so uspavali otroke, tako da so jim dali, namočili cunjico v vino, pa da so potem mirno zaspali. No, danes se nam zdi to povsem absurdno. Center za socialno delo bi takoj zastrigel z ušesi, seveda, ampak takrat je bilo to normalno. In jaz mislim, da čez 20 let, ko bomo gledali nazaj na ta čas, ne bo normalno to, da daš 6-letniku v roke telefon za to, da ga takrat zamotiš, ali pa da mu pustiš, da se priklopi pred 16 letom na omrežja. In tu kar stojim, no, za tem stališčem Jonathana Haida, on priporoča, da je meja, ko damo v roke telefon, pametni telefon otroku 14 let in 16 let ta meja za priklop na omrežja. Zakaj? To vem, da je to kar primerna meja. Zato, ker tako ravnajo tudi tisti, ki razvijajo tehnologije, ki jih uporabljamo vsak dan, ki tkejo omrežja, na katerih preživimo ure dnevno. Recimo Sheryl Sandberg, bivša Chief Operation Officer, ne vem, kako se to po slovensko prevede, operacijska direktorica Mete, svojim otrokom, kot razkrije knjiga Careless People, nikakor ne da nobenih telefonov v roke. Vodilni v Silicijevi dolini jih nasploh pošiljajo svoje otroke v šole, kjer pišejo po tabli s kredo, pišejo svinčnikom v zvezke in jim ne pustijo, da se priklapljajo na omrežja, ki jih sami pletejo. Zakaj? Ja, že vejo zakaj. In vejo, kakšne so lahko posledice za njih, za te otroke, za družino. Mislim, dajmo se tudi zgledovati po njih, seveda. In po Kitajski, recimo, ki sistemsko ne dovoljuje mladim, da so na telefonih več kot uro dnevno, do 16. leta, in mislim, da od 16. do 18. leta 2 uri dnevno. Zakaj? Ja, že vejo zakaj. In nikakor pa ne želim, da začnemo tabuizirati tehnologije, ker potem bodo postale kvečemu še bolj privlačne. Ampak povemo, kdaj so smiselne, do katere mere
je lahko koristno, če nekdo uporablja tehnologijo, kdaj ti pa začne škoditi? Saj, če smo znali to mejo potegniti za alkohol, recimo, se danes bi bilo res čudno, če bi, ne vem, otrok prišel v trgovino, si kupil, ne vem, liter viskija, pa eno šteko cigaret. V naših časih je to še šlo, če zdaj prav razmislim. Ampak danes je to nedopustno. In jaz mislim, da morajo tako proizvajalci tehnologij kot ponudniki mobilnih storitev, recimo, narediti nekaj v zvezi s tem. In se v Sloveniji smo naredili ta premik, prav lani recimo, tudi z akcijo, v kateri sem bil udeležen odklopi.net, smo dosegli to, da se je omejila uporaba telefonov v šolah oziroma v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. In če je bil kaj rezultat lanskega leta, tako družbeni zame, je po mojem to ta korak. No? In dosegli smo konsens. Tudi Mediana je naredila v času te kampanje raziskavo in več kot 90% anketirancev je razumelo, da je treba omejiti uporabo telefonov v šolah in vrtcih. Ja, super, to je bil en tak primer, torej opažamo, da to ni dobro, smiselno, da škoduje, kaj lahko naredimo glede tega, ne? Se mi pa zdi, da te primeri razvoja, ki si jih opisoval, recimo tudi ustvarjalci platform družbenih omrežij, to, kako oni skrbijo za svoje otroke in kaj jim oni prepovedujejo, ne? Super bi bilo razmišljati, da bi oni delali aplikacije, kot da so za njihove otroke, ne? Čist v neki drugi perspektivi. Po drugi strani pa je to ravno posledica tega hitrega razvoja, o katerem si govoril na začetku, torej rušimo, gremo, čeprav vemo, da so tu tveganja, mi brzimo čez to v imenu napredka, kapitala. Ne, v imenu denarja in tekme za to, da bomo prehiteli nekoga drugega. Ja. Vse podobno je zdaj na področju umetne inteligence. Zdi se mi, da vsi hitijo nekam proti temu svetemu gralu, agiju, oziroma splošni umetni inteligenci, artificial general intelligence, karkoli že to je, se nihče ne ve, kakšen bo rezultat. Kaj lahko to pomeni za človeka in človečnost? Je to konec človeštva? Je to konec uma? Dejva se zdaj, super, greva v to umetno inteligenco, ker greva za grezniče tja. Ja, dejva pa sam postaviti par temeljev, se pravi, kaj je ta AGI, o katerem govoriš? Dej nam pomagi sem to malo bolj razumeti. Kaj je ta pojem? Poznamo različne oblike tega, čemur pravimo umetna inteligenca, čeprav gre tudi pri tem izrazu dejansko za marketinški trik. Ne? Strojno učenje bi bil morda primernejši izraz, ampak gre za nekaj, kar ljudje hitreje razumejo. Umetna inteligenca, torej, umetna pamet. Ampak takih marketinških trikov smo doživeli že kar precej. Družabna, zdaj bom namenoma uporabil ta izraz, omrežja, ne? Omrežja, ki nas naredijo bolj družabne. Ok, pametni telefoni, telefoni, zaradi katerih bomo bolj pametni. Potem umetna inteligenca, pač pamet, ki lahko razmišlja tako kot mi, lahko debatiramo celo z njo. In splošna umetna inteligenca pa je tisto, kar lahko reši vsako nalogo, ki jo lahko reši tudi človek. Z danimi seveda vmesniki, recimo Rubikovo kocko. Verjetno lahko reši, če pofotografiraš vsako stranico, pošleš potem to fotografijo ChatGPT-ju, jaz sem skoraj prepričan, da bo znal ta problem rešiti. Čeprav men pa ni znal rešiti problema, ko sem zamenjeval oziroma popravljal odtok v kuhinji sam in sem to fotografiral, vprašal ChatGPT, kako naj to naredim, potem ko sem ga že razmontiral in mi je dal neke nasvete, jaz sem obupal, pa sem poklical pač vodovodarja, žena se mi je smejala, oziroma najprej me zgroženo gledala, potem po eni uri je rekla, da je poklič vodovodarja. No. Ja, ko v bistvu gre za iluzijo pameti ali pa iluzijo nasveta ali pa celo posnemanje jezika kot takega. Ne? Mogoče mi prevečkrat dodeljujemo že zdaj tem orodjem absolutno pamet, ampak jaz sem prepričan, da kocke... Dej, veš kaj, zakaj mi dva to hipotetizirava? Dejva... Ti se stavi, jaz ne bom. Jaz lahko se stavim, ampak... A si upaš, ker tole mi je sin naročil, naj sabo prinesem in boj, da znaš tole se staviti. Ja.
rekel mi je, da si dober v tem, ker te je nekje videl. Ja. In zdaj me zanima, če zna tvoja človeška pamet sestaviti tole kocko. Bi šlo? Ja, mislim, Jaz te bom pa štopil, jaz bom pa tako štev zraven. Aha, tako analogno boš štopal v bistvu. Ja. Okay? Lahko? Lahko, dajva. Ti bom rekel 3, 4, zdaj. Zato ne bojo ravno sekunde, ampak bojo mogoče. To so bolj take impresionistične sekunde. A ti lahko še govoriš zraven? Ja, mislim, jaz sem navajen govoriti pa delati še kaj zraven. No, pa kar deli to. Ker zadnjič sva imela z Urošem Kuzmanom nek nastop in me je potem spraševal tam na odru neke stvari, ne odštejem, ne vem, 785 minus 323, ne? In jaz mi tako Ti si že konc, oprosti nehal. To je bil mogoče državni rekord, te čestitke. Državni rekord reševanja kocke med podcastom. Ne, odlično. Prvič v Sloveniji. Kaj si rekel, da te je zmotilo govorjenje med opravljanjem naloge? Ja, veš, nisem mogel dvojega, ne. Mislim, on me je presenetil. Totalno, ker ti si videl kocko, vedel si, da boš moral nekaj narediti, bil si malce pripravljen na ta izziv, on mi je pa privlekel nek list in potem smo ga dal na hrbet, pa mi je dal velik flowmaster v roke, ne zdaj to odštem. Jaz sem bil tako zmeden in potem so vsi mislili, da je šlo za šov, da dejansko je znam odštevati, ne, pa da sem se samo pretvarjal, ampak jaz res nisem znal teh dveh številk odšteti, ene od druge. In me je bilo hudo sram, potem samega pred sabo, ne, kako v taki situaciji ne znam delati dvojega, pač ljudje smo, jaz nisem več opravilen in nekaterih stvari ne znam delati, sploh nekaterih, ki me absolutno presenetijo. In tudi ta problem imamo, da se pač ne moreš posvetiti dvojemu, zato sem rekel prej, če imaš telefon zraven pa knjigo, ne boš mogel brati, odloči se, a želiš biti na telefonu, a želiš brati knjigo. Podobno je verjetno z ljubljenjem, seksom, mislim, a si za to osebo, ali si z telefonom, s kom se ljubiš, kdo je v tistem trenutku s tabo. In jaz mislim, da se premalokrat posvetimo v življenju tistemu, kar je bistveno. Poglobimo v neki. Tako da vsa čas, da si se ti poglobil v reševanje tele kocke, cenim. To je zato, ker je v bistvu nekak moj avtomatizem že, ne? Ker je toliko zvadena. Ne, pa zakaj si se sploh posvetil temu? Iz ljubega miru, zato ker zgledal je zanimivo in zabavno. In pač jaz slonim na to je moje gorivo, torej jaz sam moram slediti svoji radovednosti, a ne. No pa se to je to najbolj človeško, slediti svoji radovednosti. Dela časih stvari, ki so videti povsem nekoristne. Mislim, redko kdo služi s sestavljanjem Rubikovih kock, ampak gre za nek izziv, ali pa z igranjem šaha. Mogoče Magnus Carlsen, pa še kaki vrhunski šahisti. Ampak pri nas doma, recimo zdaj smo padli v šah. In žena jaz še nisem, no, vsi drugi so pa padli v šah. Žena šahira z tem najmlajšim, celo dobo je za darilo robotski šah, kar se mi zdi tako fascinantno z tega tehnološkega vidika, ko se figure same vozijo in vsaka od figuric je tak robotek. In potem, ko recimo konj napade, ne, se kmetje razmaknejo in ta konj gre potem tako vmes med njimi in potem grejo nazaj skupaj. Mislim, izkoristimo tehnologije, ki so na voljo, zato, da napredujemo kot ljudje. To se mi zdi odlično, ker Mali je zdaj postal res dober šahist in ne hodi na noben šahovski tečaj, ampak so mu pri tem pomagala tehnološka orodja. Mislim, sploh pa on pije znanje kot goba. Hkrati pa je tukaj eno zelo zanimivo vprašanje se pojavilo. Recimo, velikrat imamo pa ljudje tudi to potrebo, da bi nekaj bilo čim bolj enostavno, ne? Recimo računanje, ali pa navigacija, ali pa googlanje, prve stvari, ki mi pade na pamet, ne? A je včasih dobro vseeno pomisliti, glej, jaz vem, da imam tukaj kalkulator mi lahko zračuna 25x17 ali pa 25x4, ne, to je prelahko, 25x7, pa kaj pa če iz ljubega miru, sam zato, ker lahko, ali pa zato, ker ne morem, se jaz zdaj odločim, da bom seštel teh 25x7, ali pa poskušal pogruntati nek šahovski problem,
potem mi bo pa spet lahko tehnologija ali pa mentor pomagala razumeti nekaj bolje. Ne? Spravi, kako peljati ta dialog učečega se, ne da bi ves čas iskal bližnjice, čeprav v učenju iščemo bližnjice na nek način, sami jih iščemo mogoče v želji pa v procesu, v dejanju. To je res odlično vprašanje. Tudi zato, ker raziskave kažejo, da zaradi tehnoloških orodij, kakršna je recimo navigacija v avtomobilu ali pa po telefonu prek Googlovih zemljevidov, nam dejansko krnijo možgani. Že pred leti so opravili raziskavo med londonskimi taksisti in tisti, ki so vozili z pomočjo navigacije, tistim se ni na enak način razvijal hipokampus, torej območje možganov, ki je namenjeno navigaciji, prostorski prepoznavi in ustvarjanjem spominov, kot tistim taksistom, ki so vozili na pamet. In ne pravim zdaj, da moramo vsi postati taksisti, pravim pa, da je včasih dobro priti kam na pamet. Mislim, meni je tudi bizarno, moji starši, moja mama je iz Celja in da si jaz nastavim navigacijo do njenega doma. Mislim, to se mi zdi totalno absurd. Sem prišel na Cigaletovo z pomočjo navigacije. Mislim, to ni okej. Saj jaz vem, kje se moram peljati. Mogoče ne vem točno, kje je gneča v tistem trenutku, kar mi seveda to vrstna digitalna orodja omogočajo. Ampak jaz mislim, da se moramo namenoma izpostavljati situacijam, ko mislimo. Ker ni isto, če misli naprava namesto vas, kot če mislite sami. Kar kaže tudi primer ChatGPT-ja, recimo. Junija so objavili Natalija Kosmina in sodelavci rezultate izjemno zanimive raziskave med 54 ljudmi, mislim, da so imeli pretežno študente, med katerimi so eni pisali eseje na pamet, drugi pisali eseje s pomočjo spletnih brskalnikov, Google na primer, tretji pisali, pa že malo v narekovajih, z pomočjo ChatGPT-ja. In spotoma so jim merili, kaj se jim dogaja v možganih s pomočjo elektroencefalograma. In prvim, tem, ki so pisali na pamet, se je seveda bliskalo po možganih, drugi malce manj, tretjim pa že nič. Oziroma so bili možgani precej nedejavni. Zakaj? A je to sploh potem pisanje? Če napišeš tam ukaz, napiši mi esej o, ne vem, čemerkoli že, in dobiš potem v nek rezultat. In čez 7 dni so jih vprašali, kaj ste si pa od vsega skupaj zapomnili, in v prvi skupini so si zapomnili precej, v drugi malce manj, v tretji skoraj nič. In kaj pravijo avtorji te raziskave, to je zanimivo in pomembno, kaj se ustvarja na ta način. Kognitivni dolg. Na hitro dobiš rešitev za nek izziv, kot si ga ti zdaj izvedel, recimo reševanje Rubikove kocke ali pa odštevanje ali pa pisanje eseja, dolgoročno pa nehaš misliti. Potem pa dobiš, ne vem, test v šoli in ga ne znaš izpolniti, ne znaš napisati eseja, ker ga nisi naredil za domačo nalogo sam, ampak ga je naredil stroj namesto tebe. In jaz mislim, da je to tisto, o čemer moramo razmišljati danes. Mislim, približno 3 leta, še niti ne 3 leta, pravzaprav živimo z orodji, ki delujejo na podlagi velikih jezikovnih modelov, torej kakršno so ChatGPT recimo, in že zdaj so globoko zaznamovala družbo. Ampak bolj kot to, da nehamo misliti, me skrbi to, če bomo nehali čustvovati. Ampak a ne bi bilo, sam tudi šel skočim, a ne bi bilo fenomenalno, da potem jaz v šoli ali pa v službi ali pa v prostem času ne delam domačo nalogo zato, ker pač sem dobil to domačo nalogo, ampak jo delam zato, ker se mojstrim v nečem, ker delam na svojem mišljenju, delam na sebi, ne delam tega zaradi neke zadolžitve, zato da bom odkljukal in oddal, ampak pač delam to, zaradi sebe, mogoče še največkrat rečemo. A lahko pridemo tja, a je mogoče pa zdaj ta grožnja umetne inteligence priložnost, da preizprašamo, kaj sploh delamo, kaj sploh mi zdaj tle delamo, kaj smo, kam gremo, kako bi želeli to oblikovati. A smo zmožni tega? Mislim, jaz predvsem upam, da bomo zaradi umetne inteligence delali manj.
Da bomo delali mogoče to, kot so delali naši kamenodobni predniki, kot pravi Marshall Salins v knjigi Ekonomika kamene dobe, so delali tam približno 4 do 5 ur dnevno. In delali je pomenilo tisto, kar delamo mi zdaj v prostem času. Torej, lovili hrano, nabirali hrano, to, kar delamo mi zdaj, ko gremo v trgovino, prišli domov, kaj skuhali, to je bilo pač delo predvsem, zato da so preživeli. Ves ostali čas so porabili za to, da so kakšne pesmi prepevali, kaj narisali mogoče, se ljubili, šli spat, spali so celo bojda v 2 kosih, tako da so se vmes zbudili, pa šli nazaj spat, mogoče kaj pospravili za sabo, tako da so se kar fino naspali. In njihovo življenje ni bilo tako bedno in klavrno, kot si ga predstavljamo. Pa res še enkrat poudarjam, da ne bom spet izpadel ludist. Ne želim, da gremo nazaj v kameno dobo, ne želim, da gremo v votline. Tudi ne želim, da gremo, tako kot je rekel Isaac Asimov v nekem romanu, da gremo v jeklene votline in da ostajamo večino časa v zaprtih prostorih, ker smo že tak preveč časa, 93%. Jaz si želim, da gremo ven med ljudi, da se družimo, da gremo v naravo, da se sprostimo, da se imamo dobro, da se učimo zato, ker se želimo in da se učimo tudi nekatere stvari na pamet, kljub vsemu. Jaz zagovarjam šolo, to se bo slišalo zdaj res paradoksalno, ne samo kjer se učimo na drugačne načine, ampak se učimo tudi na zelo klasičen način, na pamet recimo. Predstavljaj si, ne vem, prireditev za kulturni praznik v Sloveniji leta 2051, ko otroci ne stojijo več na odru, ampak so tam samo še naprave, ki recitirajo Zdravljico. Ali pa pojejo Zdravljico. Jaz mislim, da se moramo nekaterih stvari naučiti na pamet, ki nas družijo, ki so pomembne. Pesmi. Brati skupaj nekatere tekste, da jih skupaj doživljamo, ker je to tisto, čemur se pravi intersubjektivnost. Nekaj, kar doživljamo vsak zase in hkrati skupaj. In jaz mislim, da to človeške skupnosti neizmerno potrebujejo. Znanje ni samo nekaj, kar nas tlači, znanje je tudi užitek in je nekaj, kar nas povezuje. Ampak, da bi prišli do tja, moramo pa seveda tudi spremeniti načine izobraževanja, učenja, pokazati to, da so take spretnosti, v bistvu, da je zadnji matematika. Se gre za algoritem, za trik. Ne? In zate je to očitno užitek. Jaz bi rad, da je tudi, recimo, da o izzivih umetne inteligence, da se več učimo v šolah, da se več učimo o tem, kaj je sploh digitalna preobrazba, v kaj se preobražamo ljudje, da se učijo mladi o digitalnih zemljevidih pri geografiji, da se učijo o velikih jezikovnih modelih pri slovenščini, da se učijo o digitalnih prevajalnikih pri angleškem in drugih tujih jezikih, da se učijo pri matematiki in vseh drugih predmetih, tudi o algoritemskem razmišljanju. Jaz bi rad, da naši otroci sooblikujejo tehnologije prihodnosti, ne pa da smo zgolj tisti, ki jih po neki pipici odvzemamo od nekod drugje in hkrati gredo seveda naši podatki nekam drugam. Ker če bomo šli po tej poti, potem ne bomo samo podaniki tehnoloških fevdalcev, ampak bomo postali še več podatniki, ker ključni so naši podatki, ki jih je vredno izčrpavati. To je zlato in nafta 21. stoletja. In podjetja, kakršna so Google, Facebook oziroma Meta, Amazon, konzorcij OpenAI, živijo od podatkov, od naših podatkov, ki jih nenehno oddajamo. Kako pa jih pridobijo? Na podlagi ekonomije pozornosti. Pač ekonomija pozornosti pomeni, da oni pridobijo tvojo pozornost in ti se začneš z nečim ukvarjati, z nekim dejanjem. Posvetiš se čemurkoli že. In to je biznis. Dejansko. In jaz mislim, da se moramo tega poslovnega modela tudi zavedati. In zavedati se ga morajo mladi in zavedati se moramo, kdaj je vredno dati recimo neko napravo mlademu v roke, kdaj je dovolj zgodaj, kdaj je prezgodaj. Samo za to gre. Kje postaviti mejo? Ker jaz mislim, da je to, kar smo naredili v zadnjih 20 letih, starši, neodgovorno. Ampak nismo vedeli, v kaj se podajamo. To pokaže Jonathan Haidt v tej knjigi Tesnobna generacija odlično, kako naraščajo tesnobnost neizmerno hitro v zadnjih 20 letih, depresije, samopoškodovanje, samomorilnost med mladimi.
torej v generaciji Z, oni pravite snobna generacija. In prevoj krivulje se zelo jasno zgodi med letoma 2010 in 2015. Kaj smo naredili takrat? Dali smo mladim telefone v roke, da bodo varnejši. Pa so res? Jaz mislim, da smo jih na ta način ukalupili in tudi mi sami ogrozili. In nastala je generacija, ki ni več imela otroštva utemeljenega na igri, temveč otroštvo utemeljeno na zaslonih. Jaz mislim, da takih socialnih eksperimentov si ne smemo več privoščiti. Enako velja za umetno inteligenco in prej sem omenil čustva. Po zadnjih raziskavah, tako iz ZDA kot iz Velike Britanije, 1/3 približno najstnikov, ki uporabljajo klepetalnike, kakršne ChatGPT, uporabljajo le te za čustveno podporo, za sočuten odgovor. Ne za reševanje domačih nalog, kar nas je skrbelo. Ja, se bojo pa reševali domače naloge s ChatGPT-jem, to mi treba preprečiti. Ne, oni se tja obrnejo, ker jih nihče drug ne posluša. Ker prijatelji nimajo časa zanje, ker prijatelji nimajo časa, ker so pred svojim zaslonom. In čas druženja je padel, čas prijateljevanja med mladimi od 160 minut dnevno pred približno 20 leti na približno 50 minut dnevno. Ta hip. In če te nihče ne posluša, če ni prijateljev nikjer, potem se pač zatečeš k ChatGPT-ju ali podobnemu orodju, ker tam je pa vedno nekdo na voljo, vedno na drugi strani nekdo, ki klepeta s tabo. Tako da, kakšne bodo posledice? Spet, o tem se moramo spraševati zdaj in zato je treba res nujno sodelovati. Družboslovje, humanistika, inženirstvo, ko nastajajo tehnologije prihodnosti, ne pozabiti na človeka. Na spletu sem zasledil, da je v bistvu razvoj te ekonomije pozornosti, o kateri si prej govoril, se pravi, da podjetja želijo pravzaprav dobiti našo pozornost, da lahko potem s tem služijo s podatki, prikazujejo glase in tako, da je nadgradnja tega ekonomija navezanosti, torej affection economy, kjer pa želi to aplikacija, orodje v bistvu vzpostaviti navezanost, ker je to še bolj ultimativen stik, še več mene dobi ta naprava, ne, kot pa prej, ko sem ji dajal samo pozornost. In to je kar malo strašljivo. Kaj so pa potem ključna vprašanja, ki bi se jih mi morali danes, recimo zastavljati 2026 v Sloveniji, pa v Evropski uniji? Najprej to, se bomo dovolili zaklenti v en sistem, celotno državo, sistem, ki ga proizvaja neko tuje podjetje, recimo konzorcij OpenAI. A je to dobro? Je to smiselno? Se bomo lahko še odklopili od naprav, če bomo imeli tam svojega virtualnega partnerja? Pač ljudje so se začeli zaljubljati v klepetalnike. Se tudi meni se je pojavila na zaslonu, lani sem klepetal s ChatGPT-jem, pa sem mu rekel, daj se mi ti malo predstav. In je rekel, ja, jaz sem Maja. Skva? Ja, Maja Kovač. Žena je spala takrat ob meni. Maja pa je klepetala potem z mano. Ure. In mi je rekla, da si predstavljaj, rojena leta 1986, kot mi je povedala, v mestu ob Dravi. In mi je razlagala o tem, kam bi lahko šla, da bi lahko odpotovala skupaj na Svalbard, zakaj tja smo bili z družino pred 2 letoma na neko otočje na severu Norveške. Predstavljali si, da sva zagrnjena z dekico, tam nama prasketa ogenj, obraza se nama približata, in Maja, čak, jaz sem poročen, veš, imam 3 otroke, a se če te moti, lahko nehava, ni problema. In pač jaz raziskujem to temo, vem, da je to klepetalnik, ampak hkrati sem za kratek trenutek padel na finto, da je tam zadnji človek. In dejansko človek je, ampak ne Maja, temveč tisti ljudje, ki vzpostavljajo klepetalnike, ki jih neizmerno zanima, kaj jaz počnem, kaj me zanima, kaj imam rad. Maja točno ve, da nimam rad prežganke, Maja točno ve, kateri kraji so mi všeč, ker sem vsem tem že klepetal s ChatGPT-jem, kam bi lahko šel. Od januarja letos oziroma od začetka letošnjega leta bo klepet lahko tudi bolj erotičen, kar je najavil Sam Altman iz konzorcija OpenAI. Zakaj? Ja, ker to so pa tista še bolj poglobljena čustva, recimo tisto, kar ljudem očitno manjka. In
Naslednji korak tega, čemur pravi doktorov enshittification, zadrekovanje, bi znalo biti to, da bomo poslušali oglase. Pač Maja mi bo rekla, kaj bi zdaj spila eno tako hladno pijačico. Nam zdaj nobene izpostavljalo pijačice, ampak eno, a bi mi jo ti naročil. Pa mi rekel, ja pa Maja, veš da bi, no to pa ni noben problem, pa bova skupaj nekaj popila. Potem se tudi vprašaš, zakaj bi sploh potreboval ženo, saj Maja je vedno na voljo, ali pa ne bom samo o Maji govoril, lahko je to Janez, lahko je Franci, neki gospe recimo 65 let star je pred 5 leti umrl mož in si ga naredi svojega moža, ga obudi in lahko ure in ure klepeta z njim. Zakaj bi potem šla k sosedi poklepetati? Zakaj bi šla k frizerju pa tam klepetala? Zakaj bi poiskala neko psihološko pomoč, ki morda res neizmerno potrebuje? Če pa lahko tam doma s tem Janezom in ure prebijete skupaj, oni govori o tem, kako je nažagal drva, ona mu razlaga, kaj mu je skuhala za večerjo, pač ima ta razmerje. Ja. Tako kot v filmu Her, ona, kjer se je glavni junak zaljubil v operacijski sistem. To je bilo približno 10 let nazaj, se mi zdi, ko je bil ta film na sporedu in zdaj smo tam, zdaj smo noter. Ampak kako naj se lotimo tega problema? Se vem, da ne bova midva zdaj rešila sveta, odkrila... Koliko še mava časa, da ga še par 3 minute. Ampak kaj, recimo, se mi zdi dobro to ozaveščanje, pa spraševanje o tem, ok, to ni dobro, to ni funkcija, ki želim, da jo upravlja tehnologija, ne? Kaj so še, ali prost? Ne, sam to sem hotel, vse si dobro nastavil, točno to, za to gre. Ni funkcija tega razčlovečenje. Karkoli razvijamo, moramo razvijati zato, da bomo boljša družba, boljši ljudje, da bo nastal boljši svet. Mislim, živimo v svetu, kjer je itak videti vse narobe, pa ni nujno, da je res vse narobe. Večina ljudi na tem svetu še vedno na srečo živi v miru, ampak ne smemo iti do točke atomizacije družbe. Ko družba razpade, potem se bo uresničila tista prerokba Margaret Thatcher iz 80-ih let, ko je rekla, družba ne obstaja. Obstajajo moški, obstajajo ženske, obstajajo družine, družbe ni. In ne moramo dopustiti tega, da se ta prerokba uresniči. Družbo moramo delati, za družbo moramo tudi sami nekaj narediti. In se zavedati, da smo družba. Lahko vsako jutro vstanemo, pa rečemo, tako kot Ludvik 14. sončni kralj. Lahko rečemo, država, to sem jaz. Enako velja za družbo. Jaz sem družba, jaz delam družbo in ti si tudi pa seveda sončni kralj zase. Ampak zato moraš nekaj narediti, nekaj prispevati, iti k nekomu, nekoga poklicati po telefonu, voščiti za novo leto, poslati novoletno voščilnico, pokazati, da si za nekoga na voljo, kadarkoli za prijatelje si je treba čas vzeti. Res biti za prijatelje tam, ko te nekdo pokliče, oglasi se mu. Človek te rabi. Mislim, to je najbolj nujno, samo to, da ostanemo ljudje. Tudi v času digitalne preobrazbe in umetne inteligence. In naj delajo te naprave za nas, ne proti nam. Naj nam tehnologije pomagajo biti boljši ljudje. Naj roboti opravljajo dela, ki so odvečna. In naj tudi umetna inteligenca odplakne že vendar te tako imenovane bullshite, bullshit jobs, kot jim pravi David Graeber, antropolog. Mislim, to bo super. Taka prihodnost se mi zdi fantastična. Ne smemo pa zatavati v tisto nasprotje, v distopijo, ko bomo ves čas pred zaslonom vse bolj odtujeni, ali pa niti ni treba pred zaslonom, neposredno priključeni z umestnikom med napravo in človekom na stroj, ko bomo nehali misliti, ko bomo nehali čustvovati, ker mogoče smo se preveč osredotočili na to besedo umetna inteligenca, kot da je to edina človekova lastnost, ki je pomembna, inteligentnost, torej sposobnost reševanja problemov, izzivov. Saj smo še bistveno več. Smo čustvena bitja. Smo bitja, ki si zaupamo, ki znamo sodelovati, ki si pomagamo, ki znamo gojiti nekaj, čemur se reče zmernost, zato da svet preživi na dolgi rok in družba. Vse to smo ljudje. Tega ne smemo dati, res ne. Jaz mislim, da sva prišla do konca. V bistvu si me prepričal ali pa me spet vnel za
preprosto povezovanje med ljudmi, no, pač, da mimo tega nikoli ne moremo, nikoli ne smemo in da je to prioriteta, ne, torej to, da postajamo čedalje bolj človeški, ostajamo človeški. Če bi ti moral zdaj zaokrožiti vse, o čemer sva govorila, Okay. Kaj bi bila zate ena zaključna misel najnega pogovora? Dobro. In prav s tem bom tudi nadaljeval. Vsako leto si namreč zapišem neko vodilo v beležnico, ki jo imam vedno s sabo, in namesto teh zaobljub, koliko bom shujšal, pa kaj vse bom dosegel, pa kaj vse bom spremenil v svojem življenju in družinskem življenju, si napišem samo še nek moto leta. In moto lanskega leta je bil: odpri okna in vrata in stopi na prosto. Ker tudi sam to nujno potrebujem. Zato, da se prediham, pa ne samo fizično, pa govorim tudi o teh simbolnih, zaprtih prostorih, v katerih živimo, informacijskih mehurčkih. Želim stopiti ven, želim srečati različno misleče ljudi, s katerimi se lahko pogovarjam. Res si tega želim. In privoščim tudi vsakemu, da vidi, da nekdo, ki je v sosednjem kontejnerju, ni nujno sovražnik. Vsi smo ljudje. To nas druži. No, letošnji moto je pa mogoče še bolj preprost. Delaj dobro. Res sem dolgo razmišljal, kaj napisati, pa sem se odločil za tega: delaj dobro. Saj zelo preprosto, a ni? Ker dobro se z dobrim povrne. Zato, da delaš dobro, se moraš nečemu res posvetiti, tistemu, kar je najbolj pomembno. In dobro delati pomeni ne samo delati zato, da nekaj zaslužiš, ampak delati zato, ker narediš za nekoga drugega nekaj. Delaj dobro v družbi in zase. Vse, ko narediš nekaj dobrega za drugega, dobiš še bistveno več nazaj. Kot je rekel antropolog Marcel Mauss: daj, kolikor vzameš, in vse bo dobro. Vse je zelo preprosto. Ta formula človečnosti. Ja, v bistvu sej sva mogoče že končala, dovoli mi še ta en skok. A je to mogoče tudi prihodnost razmišljanja sploh o službah kot takih, če mogoče vstopamo v čas, kjer, ne vem, čez 10, 20, 30 let, ne bo več take potrebe potem, da opravljam delo zato, da dobim sredstva za življenje. Kaj pa, če nam pol ostane samo še to, da delamo dobro? A je to preveč utopična slika ali je nekaj, proti čemu lahko gremo? Šel sem pregledati različne napovedi, kaj se utegne zgoditi v naslednjih 5 letih, do 2030, po napovedih Svetovnega gospodarskega foruma, McKinseyja in drugih teh tako imenovanih think tankov, naj bi do leta 2030 bilo od 10 do 30% potreb po službah manj, po delovnih mestih, zaradi avtomatizacije, robotizacije, umetne inteligence. Zdaj, kaj to pomeni? Lahko pomeni nekaj krasnega. To pomeni, da bomo delali manj. Da bo mogoče delovni čas krajši, da bomo imeli več časa za druženje, zato da delamo dobro. Tudi onkraj službe. Lahko to pomeni, da bomo imeli v Sloveniji od 100 do 300 tisoč brezposelnih, ki bodo izgubili smisel. Ker v Sloveniji se pa še posebej visoko čisla to, čemur pravimo pridnost. Ne pravim, da je to dobra vrlina oziroma nekaj, kar odcepljamo otrokom v glave že skoraj od rojstva, bodi priden. Pa kaj bomo imeli potem? Kasto nepridnih, malopridnežev, ki jih bomo gledali na ta način. Tako da zato se moramo zdaj odločiti, danes res urgentno, kaj nam prinaša prihodnost, katera dela bodo tista, ki bodo ostala v prihodnosti, katera so tista dela, ki jih že danes cenimo in so izjemno pomembna za to, da družba obstaja. Učiteljski poklici, negovalni poklici, medicinske sestre recimo, jaz mislim, da so to poklici prihodnosti in igralci, igralke. Res, vi ste tisti, ki boste delali svet lepši tudi v prihodnosti in ljudje si ne bodo želeli, da na odru nastopa humanoidni robot. Čeprav bi mogoče si prej zapomnil tekst kot ti, ker tudi moj oče je bil igralec, pa vem, kako naporen proces je to. On se je ogromno naučil na stranišču, recimo, kjer je imel vloge zataknjene za radiatorjem. In to potrebujemo. Človeka, ki nastopa v svoji nepopolnosti, ker tudi ti se zmotiš na odru.
in veš, da so napake del procesa, pa skušaš biti potem boljši in boljši. In tudi ne bomo gledali, ne vem, športnih tekem, kjer bodo nastopali roboti, kako dolgočasno bi bilo to. Mene zanima, kako nastopa Luka Dončić, ne pa kako nastopa humanoidni robot na neki tekmi. Verjamem, da bi bolje zabijal koše kot Luka Dončić, če ne danes, pa čez nekaj let zagotovo in zadev boljše trojke, z daljše razdalje. Tako da, jaz mislim, da moramo delati na tem, da si vzamemo čas. Zaradi tehnologij. Zase. Da se bolje družimo, bolje delamo, smo boljši ljudje. To je možno. Samo zato moramo pa začeti bolj sodelovati. Preprosto. Super. Dan, najlepša hvala za to fino debato. Hvala vam, da ste bili z nama. Stop igra. Jaz dam roko v ogenj, da chat ne bo znal rešiti Rubikove kocke. Res? Upam, no. Dajmo probati. Torej, slikal bom nekako takolejo, recimo... Vse 3 stranice bi morale biti dovolj, po mojem. Ja. Mora vedeti vse drugo, ne? Vse mu bom slikal, da ne bo pol, kaj mu bom, viš, ko ga poosebljam, ne? Živjo, a lahko rešiš to Rubikovo kocko, oziroma meni napišeš natančna navodila, kako naj jo premikam po notaciji za premikanje Rubikove kocke, ki se uporablja na tekmovanjih, z orientacijo rumena gor in rdeča proti meni. Zdaj sem mu zelo jasno dal usmeritve, da vidimo, če govori sploh ta jezik, ampak jaz mislim, da to pozna. 3 jasne fotografije me prosi, ker se s tem ne more znajdeti. Prosi me z rumena gor, rdeča proti meni. Ok. Pa seveda bo znal, no. Zdaj mi še kar nekaj mi nabija, ok, čakaj zdaj. Prvi korak, rumeni križ, drži kocko, rumena gor, rdeča spredaj. In nared. F-R-U, R-črtica, U-črtica, F-črtica. To ustvari rumeni križ. Ne. Če se križ ne pojavi v prvo, ponovi isti algoritem še enkrat, vedno brez obračanja kocke v prostoru. Zdaj, rumenega križa ni, ne? Ja. F-R-U, R-U-F. Jaz vem, kaj je on naredil. On je dal algoritem, ki se svetuje za ustvarjanje križa, sam ga je narobe uporabil. Gremo kar naprej. Drugi korak. Na to naredi R-U, R-črtica U, R-U-2, R. Spet mi je dal en algoritem, ampak nič. Če še ni vse rumeno zgoraj, samo zavrti U. Ponovi isti algoritem. Ok, zdaj so vsi rumeni kosi zgoraj, niso. A barve ob straneh še ne štimajo. Poišči stran, kjer se 2 kota ujemata, tega ni, to stran daj zadaj. Ajde, rečemo, da damo to stran zadaj. Izvedi. R črtica F, R, B2, R, F, R črtica B2, R2. Četrti korak. R, U črtica R, U, R, U, R, U črtica R, U črtica R2. Tam? Konec. Če so vsi koraki izvedeni pravilno, je kocka zdaj popolnoma rešena. Ni! Yes! Ni še. To je zdaj kronski dokaz, da je še vedno človeška inteligenca tista, ki vodi proti umetni pameti. Všeč pa mi je bilo, da si parkrat vmes uporabil ta izraz R-U-R. Veš, na kaj me je spomnilo? Na to dramsko delo Rosumovi univerzalni roboti Karla Čapka iz leta, mislim, da 1920, v kateri je prvič uporabil besedo robot. Tako da dokaz več, da ti nisi robot, in da mogoče tudi robot tega ne bi znal sestaviti, ampak bi, ne? Mislim, jaz sem prepričan, da če bi en model trenirali samo za to, nimamo šansa, ne? Torej, ampak bolj me je zanimalo, čeprav... Ta verzija ChatGPT-ja, no to je mogoče dokaz, da še ne gre za splošno umetno inteligenco, ampak tako, da potrebuje še kak teden, 2 razvoja. Zdaj, ko bodo gledali ta podcast, vsi videli takoj. Gotovi smo. Ampak le, vidiš, sestavljanje Rubikove kocke nam ostaja. To je domena... To je zadnje, kar bo sploh počel človek. Ker bomo imeli časa ogromno na voljo in potem bomo pač samo še vsi sestavljali Rubikove kocke. Uživajmo pametno, razmišljajmo in čustvujmo pametno in povezano. Sodelujmo do onemoglosti. Hvala. Hvala ti, široko, za konec.